Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Kot lahko vidite za mano, center že kar vrvi od turistov in tudi vi ste lahko turisti v svojem lastnem mestu. Z mano je Blaž Kosovel, ki vam kaj takega omogoča. Danes bomo videli prav tako majhno reportažo iz nove pravzaprav ture po Ljubljani. Zdravo, Blaž. Je to res nova tura? Kaj pravzaprav Insider Tours se prinaša? Živijo, Pijan, hvala za vabilo, oziroma hvala, da ste se udeležila tega dogodka. Naša skupina smo se dejansko lotili pred kratkim. Insider Tour smo tudi iskali, kakšno bi bilo najbolj primerno za to. Mi smo vodniki turistični, humanistično družboslovne provenience, kar pomeni, da dejansko nas je zanimalo nekaj več. Delali smo kot vodiči, vemo, kako v bistvu turistično vodstvo na nek način je ali polno nekih umetnostno-zgodovinskih podatkov, faktov, ali pa želi zabavati, naprimer, kot neke free ture, ki želijo neko zabavo delati. Naša ideja je, da ne bi podcenjevali ljudi in ne bi jim govorili nekaj, kar lahko dejansko vidijo na Wikipediji. Želim dati nek kontekst. Naš ključna beseda je v bistvu kontekstualizacija, hkrati pa, da je po meri. Torej, odvisno, kdo pride. Zdaj, če je skupina mladih ali pa starejših ali pa lokalcev pa tujcev, bomo malo drugače prilagodili zadeve. In s tem smo se dejansko lotili, zdaj takšni so časi, kot so. Mi smo želeli vse te stvari nekako začeti že pred prvim lockdownom, ampak nekoč treba začeti. In smo zato pripravili, dejansko v osnovi smo zdaj zaenkrat flyer samo v angleščini, ker je bil mišljen, ker nismo vedeli, kako bo s turisti in kaj, ampak vse te ture so namenjene tudi lokalcem. Zato, ker kot vedno opažamo, da ljudje ne poznajo svojega mesta, ponovadi ne, nekako vedno ti nekaj manjka v mestu. In torej mi smo gledali, kaj drugi nimajo. In smo štartali iz tega. In zdaj od različnih tur smo dve taki posebni. Ena je, ko bi rekel, socialna zgodovina mesta, torej družbena, kateri ljudje so bili v mestu. Današnja tura je pa tura nastanka sodobne Ljubljane. Za turiste, naprimer, sem dal ime, da je to 7 držav, eno mesto, zato ker dejansko v 100 letih je 7 držav se menjalo v državi. Za nek za lokalno publiko bi rekel nastanek sodobne Ljubljane. Nastanek Ljubljane kot prestolnice Slovenije, hkrati pa arhitekturno je to v bistvu tura treh različnih arhitektov, ki so sooblikovali mesto. Max Fabjani, Jože Plečnik, Edvard Travnikar, vsak na svoj način, in dejansko tura je čim bolj kronološko, kot se da, pogledati, kako se je mesto razvijalo. Seveda ne moramo vsega videti v tem času, ampak maks, koliko je mogoče 2 uri, da pokažemo te glavne znamenitosti, od Mikloševega trga do Kongresnega trga francoske revolucije in Trga Republike. Ta sprehod, v katerem vidimo, kako se spreminja Ljubljana, kako se širi in kako se v bistvu, kaj dejansko nastaja in kako gradi svojo pozicijo kot prestolnica Slovenije iz nekega provincialnega avstrijskega mesta. Začenja pa se tukaj, pri maketi. Ja, pri maketi je vedno dobro začeti, zato ker vidimo lahko z vrha enostavno mesto, da potem, ko gremo na pot, lahko jaz že pokažem takoj, kje smo in kaj smo. In se mi zdi vedno dober začetek pri nečem. Danes, ko imamo Google Mapse in vse te zadeve, je vse tako digitalno in ljudje palijo Garmine in to vedno mi je všeč. Če imaš 3D možnost mesta, je dobro, da tako fizično lahko primemo zadeve tudi. In kot vidimo tudi zdaj v tem trenutku, je to en tak zelo popularen prostor druženja. Še vedno danes se ljudje družijo tukaj. Se pravi, ture potem potekajo v slovenščini, angleščini ali odvisno, kdor pride? V slovenščini, angleščini, italijanščini, hrvaščini, srbščini, španščini, kmalu upam tudi v nemščini, francoščini. Torej, prilagojeno v vsaki skupini, vsebi. Ni pa to, kot si že povedal, edina tura, ki jo ponujate. So tudi ostale tako bolj arhitekturno, humanistično naravnane? Ja, v osnovi mi ne želimo imeti nek akademsko-intelektualni pristop. Naša ideja je predstaviti čim bolj enostavno. Zadeva je to, da
težke stvari predstaviti enostavno, ne enostavno je težko. To delajo ponavadi akademiki. Ne? Mi želimo iti obratno pot. Ne? Zdaj pa ni to vse. Naša ideja, ponavadi sploh za ture, imamo tudi seveda food tour, gourmet tour, imamo ena izmed tur, ki jo imamo, če samo o Ljubljani povemo, imamo tudi turo 1 uro osnovnega sprehoda po Ljubljani in potem uro z ladjico. Torej, kot omenjena social history tour, torej zgodovina vseh ljudi, ljudstev, narodov, ki so bili v Ljubljani prisotni. Prav tako imamo pa še turo, ki že spet gledali smo, kaj obstaja in kaj ne obstaja. Naprimer, ena tura, imamo bike tour, kolesarska tura, ki obdela pol žice pod spominom tovarištva, na kateri v bistvu gremo po zgodovini okupirane Ljubljane, hkrati pa tudi urbanizma in narave, da se pač vidimo, kako, da lahko tudi tujci, oziroma tudi domačini, no, koliko poznajo, kako ne, da vidimo, kako hitro pridemo mi v zelenje in kaj je nastajalo torej po drugi svetovni vojni na način. Ne. Potem pa seveda naprej ideje so, da gremo na barje s čolni, da gremo, pol pa dan današnji težko ljudi dati v nek kombi, jih nekam peljati, kot je bilo nekoč, ampak ja, imamo ture na Goriškem, po Novi Gorici, po Trnovskem gozdu, po Gorenjskem, po Dolenjskem, v gozdove. Vedno iščemo nekaj, danes se zdi, v bistvu v zadnjem času razvijamo, se nam zdi zelo zanimivo, sploh s temi temperaturami, ture v gozd. Gozdne zadeve, sploh zdaj se je opazilo, da take, kak so temperaturne razlike, bo vedno bolj to zanimivo. Pomembno je to, da pač zdi se nam, da problem predstavljanja nekega kraja, da se nekako lokalci želijo jih je neki sram, neki čudno, bi radi predstavili neke zadeve na način, ki tujcem po mojem niso zanimive. Naprej, pumpa, poudarjati, ne vem, emono ali pa barok ali pa secesijo, te stvari lahko vidijo drugje, ne? Obstajajo pa druge zadeve, ki jih ne morejo videti. Ne? In naprimer to, da naprimer, že ta pot ob žici, naprimer, ta žica naprimer, ne obstaja na nekem uradnem turističnem miljeju. Je pa zelo zanimivo, ker lahko kolesariš, pa tudi z e-bajkom si enostavno greš, razen če ne greš čez Golovci, zelo izjemno zanimiva pot. Ne? Torej ne greste čez Golovc? Ne, to je že športna zadeva. Ne? To so te elementi, kako menimo. Zato, ker športniki jih pa pol ne zanima, če greš na športnik, ne zanima toliko to. Poudarek pa je vedno tudi na neki kulinariki, na nekem da tudi se kaj dobrega pojemo vmes in kaj dobrega popijemo, ne? Če so daljše zadeve. Torej, vedno neka predstavitev ni to, da treba narediti 30 slik v minuti, ampak eno sliko pa tudi malo kaj premislimo. Tako, vendarle včasih je bil filmski trak dolg 24 ali 36 posnetkov, kaj ne? Tako, malo za šalo. Slišim sicer, da zdajle že odvija zvon, tako da mislim, da bojo kmalu prišli tudi vsi ostali, ki se želijo udeležiti ture, tako da mogoče samo pred reklamami še povejva, kje in kdaj vas lahko najdemo, imate tudi seveda verjetno vse na spletu. Insider Tours, Facebook Insider Tours, Instagram Insider Tours, insidertours.si. To je to, mislim, enostavno. Sicer pa imate redno, naprimer, zdajle je sreda, ura je 18:00, bo tudi naslednjo sredo tako? Najverjetneje ja. V bistvu smo gotovili, da čakati na to, da te kdo pokliče, rajše imamo mi javne ture, ker v osnovi imamo ture, da te, bi rekel, on demand, ne, kako je, da te pač na zahtevo. Na zahtevo, ne. Ampak ja, mislim, da sploh na začetku, da se pač ljudje privadijo, po mojem bomo kar izvajali vsako sredo eno turo. Vedno pri maketi. Pri maketi. Dobro, zdaj pa res na hitro skočimo v oglase, Blaž pa se bo že pripravil na začetek ture. Ostanite z nami in videli boste tudi nekaj odlomkov. Blaž Kosovel, zaenkrat najlepša hvala. Hvala za vabilo. Lepo pozdravljeni nazaj, preden krenemo z začetkom ture. Naj še povem, da so ture od Insider Tours dostopne vsem, vendarle niso plačljive na tak običajen način, ampak na način, da date, kolikor le lahko date, s prostovoljnimi prispevki. No, zdaj pa prepustimo besedo Blažu. 1995, ko je bil potres, ki je sicer trajal samo 23 sekund, ampak je uničil Ljubljano toliko, da so jo lahko še enkrat zgradili na novo. Jo spremenili v neke točke. Oziroma, to je bil trenutek, ko so lahko prišli do tega, da Ljubljano spremenijo na nek drug način. In zdaj, v bistvu, če govorimo o nastanku sodobne Ljubljane,
dejansko je to na nek način nastanek Ljubljane, ki je prišla iz nekega provincialnega avstrijskega mesta do tega, da je postala prestolnica Slovenije. Oziroma prvo Slovencev in pol na koncu Slovenije. Mislim, da gremo, bom samo predstavil na kratko, ki gremo. Šli bomo tukaj gor, do enega trga, potem do Gotičnika, do drugega trga, potem prišli do trga francoske revolucije in potem do trga Republike. Ljubljana vedno je bila tukaj, najstarejši del, v bistvu najstarejši del naselbine tukaj je bila pa Emona, ki je bila na tem delu tukaj. Ne? Zdaj, v srednjem veku so se mogli skrivati gor pod hribom. Rimljani, ki so imeli dovolj močno vojsko, pa niso potrebovali se skrivati, torej so bili na ravnini. Zakaj na tej ravnini? Zato, ker tukaj je en hrib, na drugi strani je Rožnik. In to je edina ravnina na celi poti. Če gremo iz kako je bila stara pot rimska, ki je prišla iz Emone, torej po Postojnskih vratih, mimo Postojne, kjer je zdaj avtocesta, kjer je najnižji prelaz med Francijo in Albanijo, zato je Ljubljana tukaj. In točno na tej ravnini so postavili in zaradi te strateške točke je Ljubljana tukaj. Torej, lahko je slabo vreme, karkoli, ampak ta strateška točka je odločilna, zakaj je Ljubljana še vedno tukaj in zakaj je Ljubljana tudi prestolnica. Bila je prestolnica Kranjske zelo hitro potem, da v bistvu Kranjska se imenuje po Kranju, če smo pri tem. Ampak mesto se je razvijalo tukaj, ampak potem po dejansko železnica, ki je na severu, je bila takrat zelo daleč od mesta. Po potresu pa se je dejansko zgodilo, da se je v bistvu mesto začelo razvijati proti železnici dejansko na smer. In zdaj gremo kar na prvo postajo, da ne bomo preveč časa gledali samo zemljevid, ampak da gledamo tudi v stavbe okolja. No torej, piše se leto 1895, potres razbije, uniči 10 do 15% hiš in potem v tistem času postane župan Ivan Hribar, ki se odloči, da bo stvari malo primil v roke na svoj način. Ivan Hribar je bil tudi predtem zavarovalniški agent in je znal, kako dobiti denar. V bistvu je bilo treba dobiti denar za sofinanciranje gradnje mesta. In ena izmed stvari, ki je takrat zelo znana ta slika, kako so velike kole dale gor na stavbe, je bila v bistvu namenjena temu, da so pokazali upravi na Dunaju, da to mesto je še bolj poškodovano, kot zares bilo. No in tako so dobili dosti denarja, s tem denarjem so sofinancirali Zmajski most pa druge zadeve, ampak v osnovi je bilo ne samo potreben denar, ampak potreben tudi nov nek urbanistični plan mesta. In zdaj, kot rečeno, ko sem rekel, da se je mesto širilo v to smer, ta cesta ni obstajala pred letom 1900. Bila je samo do tukaj za odzadnji, do cerkve, pol pa ne naprej. Tudi tisto, kar je do železniške šla kolodvorska cesta. In danes tudi kolodvorska cesta je taka, ni najbolj glavna cesta, ker so tudi postavili neko stavbo tam, da so zaprli promet. Dejansko v Miklošičevu je tista glavna cesta, ki gre gor do kolodvora. Zdaj, kaj pomeni, kako je bilo mesto narejeno, če gledamo, da v bistvu obzidje je bilo ob Ljubljanci, oziroma mesto se je končalo tukaj, na Tromostovju. To je bil v bistvu zaključek mesta. Kaj nam pove, da je bil to zares zaključek mesta, je, da ta frančiškanska cerkev ni samo cerkev, je tudi samostan. Samostani so na koncu mesta. Torej, en samostan je na strani, kjer je stolnica, en je Križanke in en je tukaj. Jih je bilo še več, ampak v osnovi, kjer je samostan, se zaključi. In to nam tudi da vedeti, kje je bil konec mesta. By the way, to je delujoči samostan. Zelo zanimivo, da v takem mestu, v liberalnem mestu, še vedno v centru prestolnice deluje samostan. To je tako kar zelo zanimiva zadeva. Pa tudi v lasti imajo celotno zadevo. Dobro, torej, v času modernizacije je potreben nov urbanistični plan. Veliko je različnih, ki so poslali ideje za plan, nobenega niso dejansko 100% sprejeli, ampak plan od Maxa Fabijana je bil tisti najbolj sprejet, za reči. Ker je postal enega drugega, vedno so imeli probleme tukaj z veliko poteznostjo v Ljubljani. In v glavnem, kaj pomeni urbanistični plan, kako so postavljene ceste. Naprej ring, ta krog po stilu Dunaja, se je zaključil, je šel skoraj da po planih od Fabijana, ker bi mogel biti južni del malo nižje. Ampak zato je Fabijanijev most imenuje, zato ker to je dejansko tisto, kar si je Fabijan izmislil 120 let nazaj, so zaključili
5 let nazaj. Tako za idejo, kako počasi grejo te stvari. No, ampak glavno, kaj je pomembno, zakaj je ta cesta zdaj tukaj ključna? Zdaj, to je bil čas, ko v mestu so živeli tudi mnogi nemško govoreči, Avstrijci, Nemci in Slovenci. Zdaj, Ivan Hribar je želel, to je bil tudi nek tak nacionalističen oziroma patriotski, domoljubni, uporabite neko besedo, slovenski, proslovenski moment, kako dati več moči slovenskemu delu ljubljanskega življa. In zato je to ulico v bistvu definiral za slovenski kapital. In dal tudi možnost, da iz drugih stavb smo brali material za graditi in na začetku tega, to je Max Fabiani tudi planiral. Max Fabiani se je imel za Slovenca, čeprav je bil Slovenc, Italijan, whatever in govoril nemško, ampak glavnem, ta planiranje tega je tudi delal Fabiani in celotno to ulico in to, da je postavljen Prešeren na trgu, ki je bil prej Marin trg, je bil tudi prvi ta močen simbol, da Slovenci so prisotni tukaj. Naslednja stvar je palača Urbanski, je prva veleblagovnica oziroma department store, kako v bistvu veleblagovnica, neka taka trgovina, elitna nakupovalna trgovina in na vogalu je hotel Union, ki je ustanovila delniška družba Union. Torej imamo nakupovalni center, bank, hotel in še 3 stavbe, ki jih bomo videli čez 300 metrov. Takole, dragi gledalci, slišali ste odlomek ene od tur, ki vam jih Insider Tours omogoča in tudi predstavlja. Naš vodič danes je bil Blaž Kosovel. Toplo vas vabim, da se tudi sami udeležite v zameno za prostovoljne prispevke že prihodnjo sredo morebiti. Sicer pa več, kot je povedal, najdete na njihovi spletni strani in pa na njihovem Facebook ali Instagram profilu. Jaz grem zdaj nadaljevati turo in vam mogoče naslednjič kaj več poročam o njej. Vi pa se lepo imejte in ostanite z nami.